Bom povedal, da se marsikdaj razjezim, ko slišim, da kdorkoli zaničuje to državo, ko tepta njene temeljne institucije, ko trdi, da klavrno propadajo šolstvo, zdravstvo, sociala in ja, vsak ima pravico do kritike in kritičnost je včasih tudi zdrava. Ampak nekaj povsem drugega so zmerljivke. In ko slišim zmerljivke, se pač razjezim. In ne bom vas vprašal, če ste mogoče tudi vi bili v Celju zadnje tedne, kjer se je dosti govorilo o spoštovanju pravnega reda te države, kjer so množice vzklikale k temu, da je treba ohraniti pravni red te države, da je treba spoštovati sodbe sodišč, da je treba narediti vse, da bomo okrepili neodvisnost sodne veje oblasti in da bomo takoj dvignili pošto, ko jo bomo dobili, ali pa se odpravili tja, kamor nas bo sodišče napotilo. Meni je všeč, da v Celju potekajo taki shodi v imenu pravne države in verjamem, da ste jim lahko vi osebno za zgled. Kar se pa tiče vsega ostalega, kar je bilo navedeno, Gibanje Svoboda in koalicija je dobila glasove ljudi zato, ker je govorila, da bomo vrnili normalno življenje v Slovenijo. Če kdo ruši pravno državo, če kdo poziva k dobesedno klinču poimensko sodnikov in sodnic, je to izključno samo ena stranka. In ta stranka nima prav nobene pravice, da se kadarkoli sklicuje na tisto, kar sama aktivno in javno ruši vsak dan. Danes, po mojem, presenečenju, ugotavljam, da sodna veja oblasti niti približno ni neodvisna. Še pa bo tudi sodna reforma morala pripeljati do tega, da bo sodna veja oblasti bolj neodvisna od izvršne veje ali pa zakonodajne.